No, zdaj še par besed o razliki video, internet video pa video za elektronske medije, ne, spet za televizijo. Spet se mi zdi, da veljajo bazično ista pravila, ne. Slišati moraš zvok dober, fajn je, da so stvari osvetljene, tako kot je treba, fino je poznati vsaj kakšne osnove teh kadriranj, ne, ki imajo neke, rekel, različne ljudje, različne pristope, pa eni več talenta za to, eni manj. Ampak to vse je podobno, ne. Hkrati pa razlika po moje zelo spet ista kot pri pisanih vsebinah, ne. Internet težko prenese zelo dolge stvari. Fino je ostati kratek, fino je biti udaren, fino je stvari povedati v zelo jasnih mislih. Kar je pa dodatno, se mi zdi zelo pomembno, je pa to, da se tukaj lahko tudi hkrati s temi omejitvami pa tudi privoščiš več kot avtor. Spomeni, da lahko eksperimentiraš, lahko raziskuješ, lahko poskušaš neke stvari, neke prijeme, ki jih na televiziji enostavno ne more privoščiti, ne. To je to, ti shvatlaš. Recimo, tega snemanja za internetni medij ali pa za konkretno zavest, je to, ne vem, vse, če poznate, bolj veste, da pač smo recimo novinarji na terenu sami s kamero, ne, kar pomeni, da v bistvu nimaš vseh teh ljudi zraven, ki bi jih mogel čakati, ki bi mogel, ne vem, jaz sem recimo delala na televiziji, pa vem, kako to s temi ekipami, ker čakaš skozi, si skozi od nekoga odvisen. Tle pa imaš pač neke osnovne stvari, ki jih moraš poznati, se pravi, imaš kamero, ki je v bistvu zelo dobra, ne, kamere, ki jih uporabljamo, so v redu, lahko pa delamo tudi za fotoaparate, delamo, vsi ti imaš eno kamerico s sabo, ne. Tukaj imaš zdaj super stvar. Žestaček. In nimaš kaj za razmišljati, ne. Bistveno je to, da si hiter, da reagiraš, da slediš, da ti je jasno, da ne sem gledaš v to ta mali monitor, ampak da gledaš pol sebe in to je vse, kar rabiš, ne. Požgeš kamero in snemaš. So pa te osnovna pravila, ne vem, ki jih pač je fajn vedeti, ne, ki jih na začetku valjda povemo, se pravi luč, ne, in ton. Luč, ko priješ v en prostor, zdaj, če bo to totalna tema, pa je brez veze, ne, pa verjetno nima smisla, da snemaš, ker veš posledično, da kasneje ne boš imel s tem kaj narediti, ne, boš imel samo ton. Se pravi, imamo dva osnovna pravila pri nas in verjetno tudi pri drugih tovrstnih medijih. Luč, ko priješ v prostor, recimo zdajle, ne vem, tlele se mene fajn vidi, vas se pa ne vidi tako dobro, ne, se pravi, da boš malo razmišljal in boš sogovornika, če boš pač enega sogovornika imel, ga boš prosil, a lahko prosim se samo tako obrnete malo, da bo malo več svetlobe. In druga stvar je ton. Mi nimamo samo mikrofone na kameri, večinoma, ne. Imamo tudi, lahko uporabljamo tudi mikrofone, ki se dajo preklopiti na kameru, ni noben problem, ampak če hočeš biti hiter, če hočeš hiter narediti, reagirati in ne komplicirati, pač narediš tako, da, ne vem, poiščeš prostor, ker bo čim manj hrupa, čim manj trušča in pač posnameš tam neko izjavo. Oziroma druga stvar, pač se približaš s kamero, ne, in to je lahko mogoče zdaj za koga moteče, ampak v našem primeru, ki smo sami na terenu, imamo sami svojo kamero, je pač malo drugačne. Se te tudi sogovorniki, mislim, po mojih izkušnjah je dosti lažje, no, tako delati, ker prvo nimaš une velike kamere, navadno bojo ljudje drugače reagirali, ko boš rekel, joj, vas lahko posnajmo, lahko sem neki, ne bojo se ustrašili na kamere, bojo sam pogledali to malo kamero in bojo rekli, ja, valjda. To je prednost. Zelo velika prednost, absolutno. In tudi, ne vem, jim razložiš, ne, da pač, lejte, nimam zdajle mikrofona, ampak bom tako snemal in snemaš, ne vem, takole s take razdalje in tudi nimajo ljudje s tem nobenih problemov. Mi smo začeli z enim Sony Cybershot, tako da
In je bilo smešno, ko smo prihajali na tiskovne konferenci, ko so nas vsi tako gledali, pa sem imel tam ekipo Pop TV, RTV Slovenija, te velike televizije, carji z svojimi asistenti, lučkarji levo desno. In si rekel, okej, mislim, jaz konkretno si rekla, fajn, ne, tlele imam lučkarja, vse v bistvu je, ne, ker itak vsi gledajo enega, mislim, na tiskovkah sploh, ne, ko priješ pa so tam oni 3 kekci postavljeni in pol si to snemajo, ne. In si rečeš, super, luč mi bom naštimal, evo, vse štima, jaz sem požgala kamero in bom šla čist blizu in bom dala kamero, ne vem, tlele na mizo, ne, če bom tebe snemala. In ne bom nobenega motla, ampak bom imela super ton, super slika, vse bo v bistvu fajn, ne, to je problem. Tako da pol v bistvu izkoristiš, ne, prednosti teh velikih medijev, ti pa se lahko premikaš po prostoru, ne, kar se pa drugi ne morajo, s to veliko kamero, oni postavijo statiko, ti pa lahko opazuješ lepo vmes, kje se kaj dogaja, aha, lej, tamle se nekaj dogaja, vzameš kamero in greš tja, ne, in bo še zmeri vse v bistvu ujel, ne. Se pravi, prednost je zelo velika, no? Kar se meni tiče, koliko res obitavljam in mislim, da tudi vsi ostali, je to zelo fajn, da imaš skozi eno kamerco malo po sebi, pa fotoaparat, ne. Zelo veliko delamo tudi s fotoaparatom, ni da ne bi uporabili tega. Prav to je, ne, velikost tega, teh kamer, ne, je pomembna zaradi tega, ker jo imaš lahko skozi zraven, skozi imaš s sabo, ne. Tukaj smo pri tem, žurnalizmu slehernika, kako bi to poslovenili. Dokumentiraš? S temi velikimi kamerami, ne, ki seveda dajo lepšo sliko, je tako, da prej točno veš, kaj bo šel posnet, da jo vzameš s sabo, ker to že pomeni nek napor. Medtem, te male stvari ima prišlo praktično lahko ves čas sabo. In kar več. No, jaz sem hotel reči, in tle bi pa jaz naredil neko rekapitulacijo tega, ne, kaj je pa potem najbolj pomembno pri tem so pa seveda vaše ideje. Ni toliko pomembno, skratka, imate denar, da boste si platformo naredili, ker jo imate zastonj. Ni pomembno, ali imate ne vem kakšno kamero, ker konec koncev nek fotoaparat za ne vem 100-200 evrov, čist solidno, kvalitetno sliko lahko naredi in za video, in za fotografijo. In pač pisati ste se pa itak učili že v osnovni šoli, ne, pa kakšni že prej. Važne so ideje, ne, važno je tisto, kar imate za povedati, kar se vam zdi vredno povedati. In koliko tle ste na internetu lahko dosti bolj predrzni, dosti bolj inovativni, hitri.